Po gradbiščih projekta Čisto zate. Kdo kuha najboljše vino in čaj? Nova vodstva krajevnih in vaških skupnosti. Mali delničarji za izstop iz družbe Goričane. Prišla sta Dedek Mraz in Božiček. Kraljevič v slovo. Lepo pozdravljeni. Počasi se bližamo koncu leta 2018, ki bo v zgodovino naše občine zapisano tudi po začetku projekta, ki nosi ime Čisto zate. Gre za projekt 3 občin, ljubljanske, vodiške in naše, ki je sestavljen iz 3 faz, v vrednosti kar 135 milijonov evrov. Občina Medvode je vključena predvsem v prvo fazo, ki vključuje nadgradnjo sistema odvodnavanja komunalne odpadne vode v naši in vodiški občini in izgradnjo povezovalnega kanala C0 s centralno čistilno napravo v Ljubljani. Projekt izgradnje, če rečemo preprosto fekalne kanalizacije, se je začel pri nas izvajati meseca maja in je potekal po začrtanem terminskem planu vse do jeseni. Potem pa se je zgodila sočasna gradnja, torej gradnja meteorne kanalizacije, obnova vodovoda, gradnja plinovoda. Skratka, odnosi med različnimi izvajalci del in občino Medvode so se tako skrhali, da je v zraku visela celo možnost prekinitev pogodb. Stanje na terenu je bilo zadnje obdobje sledeče. Torej 2 različni podjetji, ki pa nikakor nista uspeli doseči dogovora, kako bosta, na kakšen način bosta izvajali dela na istih trasah. Ta zadeva je eskalirala do tako daleč, da so recimo predvsem krajani Pirnič na tistih trasah, kjer je bila fekalna kanalizacija poleti že položena, to lahko zdaj najbolj izkusili, kajti tam se že kar nekaj časa ne dela. Tudi Rakovnik je bil nekaj časa točka preloma ali pa točka sporov, tam so se dela zdaj počasi porinila do konca. No, Pirnič je seveda pa zaradi specifike, ker 70% projekta se bo pa še izvajalo tam, je bilo potrebno zadevo ustaviti in dogovoriti, kako delati naprej. Spomnimo, v okviru projekta, ki so ga poimenovali Čisto zate, se bo zgradilo 22 km fekalne kanalizacije, 2 črpališči. Na kanalizacijsko omrežje se bo priključilo skupaj 3600 prebivalcev v Vikrčah, Spodnjih in Zgornjih Pirničah, Vrju, Čarmanovi ulici, v delu Preske, na Ladji, Goričanah, Rakovniku in Vašah. Ukinili pa naj bi približno 1000 greznic. Za izvedbo projekta je občina pridobila dobrih 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in skoraj 1,5 milijona nepovratnih sredstev iz državnega proračuna. Sama pa bo morala primakniti še dobre 3 milijone evrov. Glavni izvajalec je podjetje Javna razsvetljava, ki je bil izbran že pred 5 leti. Preden je šel projekt na revizijo. Glavni podizvajalec je postalo podjetje CGP Novo mesto s podizvajalci, podjetji Hidrotehnik, Mensel, Teleg-M in Prenova Gradbenik. Občina Medvode je konec julija podpisala pogodbo še s podjetjem IMP, ki je bil najugodnejši ponudnik za sočasno gradnjo, za gradnjo dobrih 10 km meteorne kanalizacije, obnovo dobrih 12 km vodovodnih cevi, za razširitev plinovodnega omrežja in obnovo ceste Vikrče-Tacen. Za razširitev plinovodnega omrežja bo prispevalo javno podjetje Energetika, ostalo sočasno gradnjo pa bo občina Medvode financirala z lastnimi sredstvi. Podpisana pogodba se je glasila v višini skoraj 6 milijonov 800 tisoč evrov. Izvedba projekta Čisto zate se je začela meseca maja in je potekala po začrtanem terminskem planu, dokler se torej ni zgodila sočasna gradnja in sta se na istem gradbišču nahajala vsaj 2 izvajalca. Težava je bila v tem, da se gradbinca nista znala, zmogla, hotla dogovoriti o tem, kdo bo nosil odgovornost kdaj na delu gradbišča. Če sem še bolj plastičen, kdo bo dajal na koncu garancijo za dobro izvedbo del, kajti občina seveda ni odstopila od te garancije. To je tudi eden izmed jasnih pogojev za evropska sredstva. Tako da iz tega naslova je bilo največ vprašanj in tudi največ težav.
Gradnja na Bizantovi in cesti v Žlebe oziroma projekt je v Preski, kjer se je tudi izkazala vsa razsežnost problematike, skoraj da zaključen. Na asfaltno prevleko čaka gradbišče v Rakovniku in tudi na Ladji, kjer so se dela delno zavlekla, ker so se krajani naknadno odločili tudi za plinovodno omrežje. V Piničah in tudi drugod pa je odprtih še več kot 20 gradbišč. Glavni problem pa, da vse doslej prvi izvajalec del drugemu ni želel predati gradbišča. Kje je mogoče sedaj v tem trenutku skoncentriranih največ problemov? Zagotovo v Pirničah, ker je največ odprtih tras, predvsem, kot sem prej rekel, tiste trase, kjer je bil fekalni vod že položen, sočasne gradnje pa še ne. Torej se ljudje vozijo po makadamu. Če jutri zapade sneg na teh gradbiščih? Bomo morali najti neko inovativno rešitev, vsaj zaenkrat, ko kaže, dokler ne bo podpisan dogovor, ki je neke vrste dodatek tej pogodbi, s katero vezujemo točno enega in drugega izvajalca. Zdaj, vreme nam bo očitno naklonjeno, se pravi tega najhujšega scenarija ne bo. Zakaj namreč gre? Koncesionar na gradbiščih ne prevzema zimske službe, kar je seveda logično. Ker pa smo bili v pad poziciji, nekaj časa niti nismo vedeli, kdo bo prevzel, oziroma nihče ni hotel prevzeti zimske službe na gradbiščih. Zdaj s tem dogovorom, ki smo ga včeraj s pomočjo cele armade odvetnikov uspeli dogovoriti in ga bomo do konca tedna tudi podpisali, bo potem popolnoma jasno, kdo ima za izvajati zimsko službo na katerem izmed gradbišč. Torej, koncesionar z svojimi podizvajalci izvaja tam, kjer ni gradbišč, na gradbiščih pa odvisno, katero podjetje ima takrat v tistem času cestno zaporo na sami cesti. V začetku tedna je bil, kot rečeno, med izvajalci in občino oziroma njihovimi odvetniki sklenjen dogovor oziroma natančen protokol, ki bo torej upati je še ta teden podpisan, potem pa tudi realiziran na terenu. Ko bo izvajalec CGP opravil izgradnjo fekalne kanalizacije, bodo upravljeni mestni monitoringi sosednjih objektov in pa samega gradbišča, prišel bo drugi izvajalec, naredil svoje, narejen bo monitoring sosednjih objektov in gradbišča in potem pride zgornji ustroj in asfalt. Zakaj to? Zato, da se izognemo dvojnemu asfaltiranju, ker to bi bila pa res norost prve vrste. To je en razlog. Drugi je zagotovo pri sočasni gradnji, predvsem izvajalcev CGP-jev, nastajajo določeni stroški, ki leta 2014 jih ni bilo moč predvideti, še vedno pa je to z naskokom najugodnejša varianta, kar smo lahko. Ker se izvajalca sama nista uspela dogovoriti, kakšna bo koordinacija na gradbišču, je pritisk za to, da smo dosegli nek protokol, naredil nadzor oziroma inženir. Inženir je zdaj tudi odredil točno sosledje in točno, kaj bo komu priznaval kot strošek. To pa pomeni, da nekateri bodo imeli stroškov nekaj več, pri drugih spet bomo to klestili. Začrtanemu terminskemu planu pa žal ne sledi niti projektiranje in izvedba hišnih priključkov. Zakaj? Zato, ker je projektant, ki je bil izbran na javnem razpisu, popolnoma neodziven. Namesto, da bi ta projektant sledil naši dinamiki izvajanja, ga mi lovimo na vse možne kriplje in ga prosimo, da naj. To je narobe svet, ki je možen samo v naši državi, možen pa prvič zaradi postopkov javnega naročanja, drugič pa zaradi tega, ker je trenutno taka konjunktura, da enostavno projektantov skoraj da ni. Tako da tudi na področju hišnih priključkov imamo, mislim, da še ta teden sestanek, kjer bomo dali zadnji ultimat, ali razvežemo pogodbo, ali pa naj začnejo hitreje delati. Občini doslej ni uspelo pridobiti še 10 soglasij za prekop zemljišč, da bi lahko pridobili delno gradbeno dovoljenje. Vendar so le 4 vezane na projekt fekalne kanalizacije, kjer drugačne možnosti, kot da soglasje pridobi, niti ni. Drugače pa je v primeru sočasne gradnje. Pri meteorni kanalizaciji, vodovodih, plinovodih in tako, če tistih, recimo temu ne 5-7, ki jih je pa vezanih na to, ne bomo dobili, pač tam ne bomo tega naredili. Se bo veja zaključila toliko prej, to je ogromna škoda za tiste ljudi, ki tam živijo, zato ker bodo imeli neobnovljen vodovod, ne bodo imeli infrastrukture, ki se pritiče, ampak treba je pa tudi razumeti, da mi v razne razlastitve za te potrebe ne bomo šli. Za nas pomeni 100 metrov krajša veja, toliko pa toliko 10 000 evrov nižji strošek in glede na to, da gremo pa
finančno zelo v škarje, torej na eni strani ogromna investicija, na drugi strani ogromen strošek, tudi zelo spremljamo torej čim večjo racionalizacijo. Če bo treba, pač tudi na ta način. Sicer pa so občani tisti, ki so sam projekt dobro sprejeli. Tako da, kar se tiče ljudi, bi se res rad zahvalil za potrpežljivost, ki jo imajo. Jaz upam, da nam verjamejo, da se na vse pretege trudimo, da bi zadevo porinili naprej. To je tak projekt, kot ga v Medvodah ni in ne bo več. Je pa res, da tako kot je eden izmed direktorjev rekel na enem izmed burnih sestankov, da je občina pač tukaj kolateralna škoda, ne, da smo talci javnega naročanja, da če bi to bilo v privat sektorju, bi najbrž že marsikoga lahko zapodali, mi pa smo odvisni od teh naročil, ki so bile. Skratka, vse se začne in konča pri denarju. V preteklosti bi se tovrstni spori najbrž reševali z aneksi k pogodbi, tokrat pa se poskušajo s protokoli. Še vedno pa velja, da je občina Medvode najglobje v realizaciji projekta Čisto zate. V Ljubljani morajo še vedno odgovarjati na vprašanje, zakaj poteka povezovalni kanal C0, ki bo tudi našo odpadno vodo pripeljal do čistilne naprave po vodovarstvenem območju. S tehničnimi problemi izgradnje fekalnega kanala pa se ukvarjajo tudi v sosednji občini Vodice v Povodju. Optimizem pa ostaja, vsaj pri nas. Projekt bo zaključen pravočasno in evropska sredstva ne bodo ogrožena. Sedaj pa vendarle bolj decembrsko obarvana tema. Tekmovanje v kuhanju vina in čaja na Mestnem trgu pri Medvoški knjižnici vsako leto poskrbi za veselje tistih, ki lahko kuharske mojstrovine okušajo in neprecenljivo izkušnjo povezovanja krajanov, ki se zberejo za to, da se imajo lepo in obenem z malce tekmovalne žilice poskušajo od obiskovalcev pridobiti čim več glasovalnih žetonov. Pri tem pa je okus vina in čaja le en izmed razlogov, da jim dajo svoj glas. Največ adutov so že drugo leto zapored imeli v krajevni skupnosti Trnovec, ki so po mnenju obiskovalcev skuhali najboljše vino. Največ žetonov za čaj pa so zbrali predstavniki občinske uprave, ki pravijo, da se to vendarle spodobi, saj morajo vendarle najbolje poznati celo občino, torej vedo tudi, kje rastejo najboljše rožice za okusen čaj. Letos je bil odziv strani krajevnih in vaških skupnosti res odličen. Na tekmovanje se ni prijavila le najmanjša vaška skupnost, vse ostale pa so organizirale svoje ekipe, prinesle okraske za stojnice, lonce, zajemalke, cedila, zraven pa še ogromno domačih priboljškov in tekmovanje se je na veliko veselje obiskovalcev začelo zares. Nekatere krajevne skupnosti so precej glasov pridobile že vnaprej. Krajanom so poslali vabila ali jim celo pomagali pri nakupu cenejših skodelic, ki so bile v predprodaji po 3 evre, na tekmovanju pa po 4. Zraven pa je vsak dobil še po 3 glasovalne žetone in seveda možnost, da je bila skodelica ves večer polna najboljšega kuhanega vina ali pa čaja iz domačih rožic. Zagotovo je tekmovanje v kuhanju vina in čaja ena najbolj uspelih medvoških prireditev. Jaz moram reči, da se ne spomnim, da bi jih kdaj že bilo toliko. Kajti moram reči, da od 13 jih je pravzaprav 12 sodelujočih, plus stojnica občine Medvode, tako da imamo 13 ponudnikov, tako da izbira je dobra, videti je, da radi pridejo, da so take lušne ekipe zbrane, tako da mislim, da je tisti prvi razlog, zakaj pridejo, druženje dosežen. In da se imajo fajn ob vinu, pa skupaj z občani, da je to, kar je neko bistvo veselega decembra. Lansko leto se mi zdi, da je vina zmanjkalo. Koliko vina bodo letos obiskovalci spili? Ne vem, če smem povedati, koliko vina smo letos nabavili, da nas ne bo kakšen nadzorni odbor laufal za nami. No, malo za šalo. Lansko leto in vsa leta je pravzaprav zmanjkovalo vina. No, letos smo, mislim, da s dobrimi 500 litri poskrbeli, da ga ne bo zmanjkalo. Tako da več ljudi, več potrebe, več vina, ampak to so sladke skrbi. Letošnje leto je bilo tudi rekordno po številu obiskovalcev. Poleg zanimivega tekmovanja in poleg široke kulinarične ponudbe izpod domačih rok so se obiskovalci sladkali tudi s taborniškimi palačinkami in plesali v ritmu izjemne skupine Help a Beatles Tribute. Naš cilj je vsako leto povečati ne samo število obiskovalcev, to ni edini kriterij,
ampak dvigant nivo. In se mi zdi, da smo letos spet naredili eno stopničko z izborom glasbene skupine Help Beatles Tribute in verjamem, da je tudi to pripeljalo neko dodatno število ljudi in z udeležbo smo izredno zadovoljni. Čeprav je bila gneča v šotoru in tudi pred šotorom res velika, smo s kamero ujeli še nekaj utrinkov med stojnicami. Preverili smo njihovo ponudbo. Belo kuhano vino, pa domači čajček, pa malo sladkega pa slanga za pregrizet. Kako so zadovoljni obiskovalci, mi je všeč? Ja, pravijo, da so zelo zadovoljni. Kakšne posebne sestavine v kuhanem vinu so skrivnost? To pa ne smem povedati. Kuhano vino in najboljši čaj iz katarinskih rožic. Kdo jih je nabiral rožice? Vsi v bistvu, vsi zmeraj nabiramo, ko je čas za cvetenje, vsi nabiramo. In takrat, kar zmanjka, pač sodelujemo, ne? Kakšen je odziv obiskovalcev? Moram reči, da so kar zadovoljni in eni so že večkrat prišli nazaj. Na naši stojnici stavimo na vino in na čaj. Predvsem pa na čaj, ker je res domač produkt. Rože niso nabrane ob železnici ali po glavni cesti, ampak res na naših travnikih, v gozdovih in to je res plod domačega dela. Tudi med je iz žlebov, pravzaprav čisti izpod Marjete, tako da pa še pišejo se Bergman kot hribovc, tako da mislim, da moramo zmagati, tle sploh ni vprašanje. Kaj pravijo obiskovalci? Pridno dajo žetončke? Obiskovalci nekateri že prej dajo žeton, ker so prepričani, da smo tako dobri, da ga zaslužimo. Drugače pa vsi pridejo nazaj in hočejo še pol, pa še malo probati. Že, ne vem, mislim, da v bistvu sem presenečen, kako so ljudje, kako se odzovajo v bistvu na ta dober čaj. Čaj nabran iz vse povsod, po najboljših krajih. Gospa Anica je to nabirala, kar se čaja tiče. Skrivnost recimo kuhanega vina je pa v zmernosti in v pravi mešanici med vinom in vodo in seveda dovolj malo sladkorja, glede na to, da je bilo vino letos zelo dobro. Kaj je danes tisto, na kar stavite? Manj je več. Kaj to pomeni pri vinu? Da nismo pretiravali z začimbami, z vodo pa s ostalimi stvarmi in mislimo po pohvalah, da je naše vino letos najboljše. Pa čaj tudi županov seveda. A je župan skuhal sam čaj? Ne, pomagal je rožice nabirati. Kaj danes pijete? Ja, dala pokušam čist mečken vinčka. Čist malo. Od koga? Tale je, ja, to so tole, žlebe, pleska žlebe. In je odličen, pravi. Zelo dober. Sva jih probala z ženo že par, ampak ta je špica. Špica, še malo. Ste prispevali tudi kakšen žeton? A seveda, dala sem ga prinesel. Žena je dala za čaj, jaz pa za vino. Kateri čaj si probala? Gola brda, pa Medvode. In kateri je bil boljši? Medvode. Tudi mnenje najmanjših je štelo. Maja je oddala žetonček v škatlo za čaj, ki so ga skuhali predstavniki občinske uprave in očitno so bili podobnega mnenja tudi številni drugi obiskovalci, saj so presodili, da je medvoški občinski čaj najboljši. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstili krajevna skupnost Sora in krajevna skupnost Preska. Največ žetonov za kuhano vino pa so zbrali na stojnici krajevne skupnosti Trnovec. Za njimi pa sta se uvrstili krajevna skupnost Pirniče in vaška skupnost Studenčice. Strokovna komisija je med tekmovanjem skrbno pregledala tudi stojnice in se odločila, da so najlepše svojo okrasili Trnovčani. Vsi zmagovalci so prejeli tudi praktične nagrade. Veseli december v Medvodah se nadaljuje številnimi prireditvami, tako da se bo letošnje leto zaključilo v slogu z raznoliko in decembrsko zabavno ponudbo, ki bo občanom pričarala še nekaj prazničnih trenutkov. Ja, moram reči, da se mi zdi, da smo letos poskrbeli, da se je nivo veselega decembra kar generalno dvignil za kakšno stopničko in vsak vikend je pravzaprav nekaj, ne samo tukaj, tudi v športni dvorani na drsališču, tako da Hrestač nas še čaka, to se pravi božična predstava v izvedbi baletne šole Stevens, potem je prvič pravzaprav sejem unikatnih izdelkov Luft, ki ga bomo zaključili z koncertom Sorških kresnic, potem je v jedru bo Glam Squad Night, večer kabareja in glasbe, in potem pa še obisk Dedka Mraza in pa seveda tista pika na i silvestrovanje na prostem,
sicer pod tem ogrevanim šotorom, ampak verjetno bo tudi kar prineslo nekaj novih obiskovalcev. Vabljeni torej, da se poveselite v prazničnih Medvodah, se udeležite katere izmed prireditev, sejem Luft pa bo tudi priložnost za nakup unikatnih daril. Ta prireditev pa je bila tudi ena lepših prvih priložnosti za medsebojno spoznavanje. 18. novembra namreč nismo izvolili le novega oziroma starega župana in novega občinskega sveta, ki se je že sestal na prvi seji v tem mandatu. Izvolili smo tudi nove člane svetov krajevnih in vaških skupnosti, ki so bili včeraj prav tako povabljeni v sejno sobo. Tudi zato, da se seznanijo tako z občinsko upravo in delovanjem občine, kot tudi s svojimi pristojnostmi in nalogami. Znani so tudi novi predsedniki oziroma predsednice krajevnih in vaških skupnosti, razen v krajevni skupnosti Pirniče. Namesto 9 svetnikov so namreč krajani lahko izvolili le 6 in če je parno število, je glasovanje o predsedniku lahko oteženo. 3 za enega in 3 za drugega. Pravila, kdo izmed izvoljenih članov sveta bo predsednik oziroma predsednica krajevne skupnosti ni. Tako da ni nujno, da na to funkcijo krajevni svetniki potem izvolijo tistega, ki prejme največje število glasov volivcev. Dejstvo tudi je, da so nekatere krajevne skupnosti razdeljene na več volilnih enot, kar pomeni, da je primerjava števila glasov že sicer otežena. Tudi krajevna skupnost Pirniče je razdeljena in to na kar 4 volilne enote, vendar v eni od njih kandidatov sploh ni bilo. Iz prve je bila tako izvoljena Nada Prešeren, iz druge volilne enote Štefan Čebašek in Stanko Okoliš in iz četrte Luka Čukajne, Cvetka Židan Valjavec in Ivo Rep. Svet krajevne skupnosti Pirniče torej namesto 9 šteje le 6 članov. Dosedanji predsednik Boštjan Kobe sploh ni kandidiral, novega predsednika ali predsednico pa torej še niso uspeli izvoliti. V svet krajevne skupnosti Katarina, ki je v dosedanjem mandatu deloval v okrnjeni sestavi, je bilo tokrat izvoljenih vseh 5 članov. Poleg Albina Koširja, ki je funkcijo predsednika opravljal doslej in jo bo tudi v prihodnje še, Katarina Košorok Šubic, Tomaž Krašnja, Peter Pavel Arneš in Pika Fekonja. Krajevna skupnost Medvode Center pa je razdeljena v kar 4 volilne enote. V prvi je bil izvoljen Branko Fišer, ki je doslej opravljal funkcijo predsednika in jo bo tudi v prihodnje. Iz druge volilne enote so bili izvoljeni Dragan Čukič, Anđelko Vahtarič in Goran Milivojevič. V tretji volilni enoti, kjer je bilo kandidatov več kot mest, sta bila izvoljena Uroš Medart in Gorazd Šturm. V četrti volilni enoti pa je bil izvoljen edini kandidat Vojko Bizant. Namesto 9-članski bo krajevno skupnost Medvode Center vodil 7-članski svet. Krajevna skupnost Preska Žlebe pa je razdeljena na 3 volilne enote. Iz prve volilne enote so bili izvoljeni sicer edini kandidati Katarina Galov, ki je postala predsednica, ter Ana Barle in Anton Stopar. Iz druge volilne enote prav tako edini kandidati Zvonka Hočevar, Dejan Kraječič in Jožica Hegler. Iz tretje volilne enote, kjer je bilo kandidatov več kot mest v svetu, pa sta bila izvoljena Ladislav Vidmar in Barbara Teraš. Mirko Varovšek, dosedanji predsednik, pa v svet sploh ni bil izvoljen. Na kar 4 volilne enote je razdeljena tudi krajevna skupnost Senica. Iz prve volilne enote sta bila izvoljena Zoran Čerešnik in Franc Poljanec, iz druge Damjan Belec in Stanislav Ulanec, ki ostaja predsednik krajevne skupnosti, iz tretje volilne enote Rafael Tehovnik, Karmen Maretič Debeljak in Rudolf Kalan in iz četrte volilne enote Grega Bizjak in Izidor Krelj. Krajevna skupnost Senica je torej dobila popolno zasedbo sveta. Za 5-članski svet krajevne skupnosti Seničica Golo Brdo se je potegovalo kar 11 kandidatov. V svet pa so bili izvoljeni Sabina Trampuš, ki je prejela največje število glasov in postala predsednica sveta, in še Maja Jurjevec, Marjeta Bokan, Rok Pevec in Tadeja Trojar, torej popolnoma prenovljena sestava sveta. Krajevna skupnost Mlenik pa je razdeljena na kar 5 volilnih enot. Iz prve volilne enote je bil izvoljen Leon Stare, ki je tudi prevzel funkcijo predsednika, iz druge volilne enote Jože Janhar in Ivan Špenko, iz tretje volilne enote edini kandidat Jure Žitnik, iz četrte Matej Ulčar in Metod Ferbar in iz 5. volilne enote Marjan Mali, Alenka Zorman Rozman in Tatjana Perko.
Za 7-članski svet krajevne skupnosti Sora se je potegovalo še enkrat več kandidatov, kot je mest v svetu. Izvoljeni pa so bili Franc Zadnikar, Jana Debeljak, Mirko Javoršek, ki ostaja na funkciji predsednika, in še Franc Jamnik, Tina Sojer, Franc Plešec in Bernarda Kokel. V 5-članski svet krajevne skupnosti Trnovec so bili izvoljeni sicer edini kandidati: Nuša Tehovnik, Alojzija Buzovičar, Jože Rade, ki je postal predsednik skupnosti, Jure Osredkar in Andrej Čarman. Tudi v svet krajevne skupnosti Vaše Goričane je kandidiralo ravno toliko krajanov, kolikor je mest v svetu. Jože Jarc, Boštjan Luštrik je prevzel funkcijo predsednika, Stanko Novak, Vida Bališ, Saša Malenšek, Ana Plavčak in Vladimir Gumilar. In tudi v svet krajevne skupnosti Zbilje je kandidiralo le toliko kandidatov, kolikor jih je bilo potem tudi izvoljeno. Andrej Kalan, Klemen Mlinarič, Damjan Smolek je postal predsednik skupnosti, Ana Jerina in Vojka Ločniškar Pipan. Novo sestavo svetov sta dobili tudi obe vaški skupnosti, Studenčice in Tehovec. Vseslovensko združenje malih delničarjev je vsem malim delničarjem družbe Goričane poslalo informativne dopise in jih povabilo, da se pridružijo postopkom za izstop iz družbe po čim višji ceni za delnico oziroma po primerni denarni odpravnini. V združenju so se za tak korak odločili zato, ker z delnicami družbe Goričane na Ljubljanski borzi doslej ni bilo sklenjenega nobenega posla. Družba pa kljub dobrim 5 milijonom bilančnega dobička za leto 2017 vsaj do leta 2022 ne namerava izplačevati dividend. Tako je namreč na avgustovski skupščini pojasnil direktor Papirnice Goričane in hkrati večinski lastnik Andraž Stegum. Kot razlog je navedel dogovor o prestrukturiranju z bankami upnicami in družbo za upravljanje terjatev bank. Dejstvo namreč je, da Papirnici pred leti ni tako dobro kazalo. Pred dobrimi 4 leti so namreč upniki Goričanske papirnice, Gorenjska banka, A-banka in tako imenovana slaba banka, na katero so bila prenesena posojila Nove Ljubljanske banke, sklenile sporazum o finančnem prestrukturiranju oziroma reprogramiranju posojila v vrednosti skoraj 40 milijonov evrov, ki je vključeval tudi dogovor o ugodnejši obrestni meri in dogovor, da lahko papirnica določen odstotek izrednih prihodkov vendarle uporabi za naložbe. Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristjan Verbič, ki je na skupščini družbe Goričane vendarle predlagal delitev dividende v višini 7 evrov bruto na delnico oziroma skupno dobre 3 milijone evrov, Stegujevo pojasnilo sicer razume, je pa združenje kljub vsemu sprožilo postopek, kot ga predvideva zakon o gospodarskih družbah in na 3 največje delničarje, torej Andraža Steguja in 2 njegovi družbi, Papigor in Papirus, naslovilo zahtevo za izstop malih delničarjev po čim višji ceni za delnico oziroma po primerni denarni odpravnini. Slednji so v svojem odgovoru malim delničarjem ponudili 15 evrov za posamezno delnico, kar so v združenju, kot pravi Verbič, po temeljitem premisleku in preučitvi zavrnili kot prenizko ponudbo. Prenizka glede na dejstvo, da je samo v lanskem letu bil bilančni dobiček 11,5 evrov na delnico, torej samo v lanskem letu, in na drugi strani, da je knjigovodska vrednost delnice praktično 60 evrov. V tem smislu se nam zdi primerno in smo tudi podali apel večinskemu lastniku in hkrati direktorju, torej gospodu Steguju, ki preko tudi 2 družb pravzaprav 97% obvladuje družbo Goričane, da pristopi k pogovorom in da skušamo najti rešitev, ki ne bi pomenila nadaljnih sodnih postopkov. Sodni postopki so lahko dolgotrajni, pa tudi dragi, skratka neprijetni, kot poudarja Verbič, tudi ali predvsem za največjega delničarja, ki je po obstoječi zakonodaji dolžan v primeru sodnih postopkov založiti tudi sredstva za novo pošteno cenitev družbe. In v tem primeru seveda je že to tisti moment, ki brez nadaljnega gre v smer vsaj naše želje po iskanju konstruktivne rešitve in možnosti stopa delničarjev po pošteni ceni, za katero, kot rečeno, smo
prepričani, da krepko presega ponujenih 15 evrov na delnico. Verbič meni, da je za tako odločitev, torej izstop malih delničarjev iz družbe Goričane, najbolj primeren čas. Prvenstveno zaradi sprememb na finančno-kapitalskem trgu, ki ponovno niso naklonjene malim delničarjem. Gre za spremembe ponovne zakona o trgu finančnih instrumentov. Gre za prakso, ki je iz tega naslova že v prejšnjih spremembah bila vzpostavljena, da enostavno postaja imetništvo vrednostnih papirjev strošek, za marsikoga od malih delničarjev prevelik strošek, da bi delnice imel zgolj v imetništvu, pa hkrati za njih ne prejemal tudi donosa. Poleg dejstva, da delničarji še naslednja 4 leta ne morejo računati na dividende, Verbič kot dober razlog za izstop malih delničarjev iz družbe Goričane navaja tudi dejstvo, da ima tretjina malih delničarjev, nekaj čez 100 jih je sicer, svoje vrednostne papirje še vedno na tako imenovanih ukinjenih oziroma prehodnih registrskih računih pri klirinško-depotni družbi in še niso odprli trgovalne račune ali jih prodali. To pomeni, da tudi v primeru izplačila dividend le teh ti delničarji ne bi dobili, ampak bi ostali pri klirinško-depotni družbi in bili kasneje vrnjeni sami družbi izdajatelju. Na drugi strani tudi v primeru odpravnine ali kakršnega koli drugega donosa na samo delnico iz naslova imetništva ne bi bili upravičenci do česarkoli. Zato združenje vabi tako male delničarje družbe Goričane, da pristopijo, če imajo odprte trgovalne račune, v delniški sporazum in postopke, ki jih združenje vodi zanje brezplačno in je nagrajeno le, če je končni izplen višji od sprva ponujenega, oziroma da pristopijo v edinstveni sistem delniške opore, če trgovalnega računa še nimajo. V sklopu delniške opore ponujamo tudi brezplačen prenos njihovih delnic iz teh ukinjenih registrskih računov na odvetniški fiduciarni račun, kar za njih ne predstavlja nikakršnih dodatnih stroškov in v bistvu najbolj racionalno rešitev. Torej sam prenos je brezplačen, za razliko recimo od prenosa k borzno-posredniški družbi ali banki, kjer je potrebno odpreti trgovalni račun, je strošek pri združenju v okviru programa delniške opore zgolj 9 evrov na letni ravni za ohranjanje imetništva delnice in ne nazadnje za vse, kar iz tega izhaja. Predvsem pa so te delnice seveda potem predmet naših prizadevanj za skupno prodajo, za dosego največje možne cene ali v primeru postopkov seveda so po avtomatizmu ti delničarji vključeni v postopke, ki jih peljemo, popolnoma brezplačno, kakor tudi seveda zastopanje na skupščini in podobno. Dejstvo je, da bi bili začasni registrski računi pri klirinško-depotni družbi, če bi se zakonodaja izvrševala že pred slabima 2 letoma popolnoma ukinjeni. Delnice delničarjev, menda jih je še preko 70 000, pa prenesene na sodni depozit. Kot kaže, novimi spremembami zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih pa bi naj te delnice šle na demografski sklad oziroma na kapitalsko družbo, kar pomeni, da bojo na nek način podržavljene in zopet imetniki od njih ne bodo imeli neposredno nič. Tisti, ki pa so v takšnem primeru, kot povedano že prej, odprli trgovalne račune, pa prav tako, vsaj kar se tiče delnic Goričane, ne morejo pričakovati kakšnega donosa in to zopet za njih predstavlja neracionalni strošek v tem pravzaprav času, kot napovedano, vsaj do naslednjih 4 let in po tej plati seveda zopet edina racionalna rešitev, da pristopijo, se vključijo v postopke, ki smo jih v združenju že sprožili. Ponujenih 15 evrov za delnico družbe Goričane je torej po strokovnem mnenju združenja premalo. Ker pa se morebitna pogajanja z največjim delničarjem še ni začelo, Verbič o pogajalskih izhodiščih še ne želi govoriti. Lahko pa zagotovim, da imamo zelo trdne argumente, ki jih bomo predstavili v pogajanjih in iz tega naslova seveda tudi momente, ki ne nazadnje na strani večinskega lastnika, največjega delničarja, tudi pomenijo racionalizacijo. Dejstvo pa je, da je združenje v 14 letih doslej, kar obstaja, že uspešno izpeljalo postopke v korist malih delničarjev. Tako v primeru izstopa, kot to namerava izpeljati v družbi Goričane, še večkrat pa v primeru iztisnitve. Spomnimo,
Malim delničarjem nekdanjega Kolorja je po dobrih 5 letih pravdanja s Heliosom pridobilo za 102% dodatne denarne odpravnine oziroma še enkrat višjo ceno delnice, namesto 8,5 € več kot 17 €. Zaradi procesa ukinjanja registrskih računov bodo vsi delničarji, ki svojih delnic ne bodo prenesli z registrskih računov, kot smo slišali, jih je takih še več kot 70 000, v kratkem ostali brez svoje naložbe, ki nikakor ni brez vrednosti oziroma ne bi smela biti. Zato tudi njim oziroma če ste med njimi tudi vam, ne le delničarjem družbe Goričane, velja ponudba Vseslovenskega združenja malih delničarjev, da pristopite v njihov sistem delniške opore. V Rotary klubu Medvode so se tudi letos odločili, da obdarijo osnovnošolce podružnične osnovne šole Topol, tokrat s projektorjem. Gre za dolgo tradicijo, ki učenci vsako leto nagradijo z igrico. Tokrat z naslovom Božičkove skrbi. Ta je bil namreč zaradi finančne krize v škripcih. Na pomoč pa so mu priskočili škratje in člani Rotary kluba Medvode. Dedku Mrazu, ki je obiskal otroke v športni dvorani Medvode, pa so pri obdarovanju pomagali medvoški podjetniki, skupaj s plesnim klubom Impuls. Če nas spomin ne vara, so člani Rotary kluba Medvode letos že tradicionalno 17. leto zapored pomagali Božičku, da je tam prinesel lepo darilo učencem podružnične osnovne šole Topol. Tudi letos je bil to projektor. Vsako leto se z učiteljskim zborom pogovorimo v jesenskem obdobju, kakšna darila oziroma kakšno darilo pričakujejo v celem decembru. In letos so izrazili željo, da bi dopolnili v učilnici še en inštrument, ki meni že zelo dobro koristi, tudi tistega smo, mislim, da pred 2 leti darovali. In to je projektor za več, bom rekel, dimenzionalno učenje. Odločili smo se, da ga darujemo in doniramo v celoti in pričakujem, da seveda na ta način damo skromni prispevek k kvalitetnemu pouku na Poš Topol. Skrb in delo za skupnost je ena izmed 4 temeljnih nalog Rotary kluba Medvode in tako se zavedajo, da so otroci naše največje bogatstvo in graditelji skupnosti. Z decembrskim obiskom želijo učencem in učiteljem polepšati praznični čas. Meni kot letošnjemu predsedniku Rotary kluba Medvode ta prireditev pomeni, da vlagamo naša sredstva, ki jih namenjamo za razvoj in pomoč učenja na Poš Topol, pravzaprav, da dosegajo svoj cilj. Ta prireditev pomeni, da za mene, da je veselje še vedno prisotno med otroci, da se od mojih mladih let njihovo življenje ni bistveno spremenilo, da imajo ravno tako majhne, enostavne in vesele in velike želje in da jih razveseli vsaka pozornost, ki jim jo lahko naklonimo. Člani Rotary kluba Medvode, neprofitnega dobrodelnega združenja, so podružnični šoli Topol doslej med drugim že podarili digitalni aparat, glasbeni stolp, laserski tiskalnik, jim preplastili športno igrišče, jih opremili z didaktičnimi igračami in računalniki, jim omogočili prevoz in skupinico njih že večkrat odpeljali na jadranje. Lansko leto so jim podelili projektor in prav tako tudi letos za še eno učilnico. V zahvalo so učenci glasbene šole Tačko, ki se enkrat tedensko družijo v okviru glasbenih uric, poskrbeli za glasbeni program, ostali učenci pa so poskrbeli za igrico Božičkove skrbi, saj so se letos spraševali, kaj skrbi Božička. Ta je bil namreč zaradi finančne krize v škripcih. Na pomoč so mu priskočili škratje in člani Rotary kluba Medvode. Letošnja skrb učiteljev in učencev je bil projektor, še za našo zadnjo učilnico, ampak teh skrbi so nas rešili člani Rotary kluba Medvode, ki vsako leto z velikim veseljem priskočijo na pomoč in nam podarijo to, kar si na šoli želimo. Jaz sem igral palčka Jakca. In kaj je bila tvoja vloga, kaj si pomagal? Pomagal sem govoriti, pa veliko sem povedal, pa
pisal tudi že letos Božičku? Ja, Kaj si mu pa pisal? za igrače pa za knjige. Jaz sem igrala palčka kuharja, Božičku pa še nisem nič pisala. Krajevna skupnost pa je letos pripravila za otroke še dodatno posebno presenečenje, in sicer obisk pravega božička z darili za vsakega izmed njih. Preden pa je množico otrok in njihovih staršev v športni dvorani Medvode dejansko obiskal univerzalni dedek Mraz, pa je vendarle bilo potrebno kar nekaj čarovnije. Ker je načrtovana gledališka predstava zaradi poškodbe ene od igralk odpadla, je moral organizator stvari vzeti v svoje roke. In potem smo rekli, ok, plesati znamo, igrati tudi znamo, ker to pač paše plesu. Pa zakaj pa ne, bilo je vse zadnji moment in beseda je dala besedo in smo se vrgli tudi v to. In moram reči, da je super, otroci so to odlično sprejeli, pomagali so pri celem scenariju, publika je sodelovala, tako da super. Organizator je Plesni klub Impuls Medvode s pomočjo mojega brata Gorazda Šturma, ki je pridobil pač vsa ta sredstva medvoških podjetnikov, tako da z te strani bi se ful zahvalila vsakmu posebej. Ne bom nobenega izpostavljala, ampak moram reči, da jih je vsako leto več, tako da daril je več kot dovolj, ne bo nič zmanjkalo. Dejansko je na otroke čakalo več kot 190 daril in večina njih je šla iz rok dedka Mraza v prave roke. Dedek Mraz je kriv za vsa darila, ki so jih otroci dobili. To, da smo pa dedku Mrazu pomagali, smo pa odgovorni v veliki večini medvoški podjetniki. Zbrali se nas je več kot 10, dejansko je povpraševanja po tem, da bi pomagali dedku Mrazu vse več, ker se mi zdi grljiva gesta, to je nekaj, kar pri podjetniki lahko vrnemo nazaj družbi. 5-krat je prihod dedka Mraza in obdaritev vseh otrok v medvoški športni dvorani potekala pod okriljem Socialnih demokratov, lansko leto pod okriljem Plesne šole Urška, letos pa, kot rečeno, pod okriljem Plesnega kluba Impuls. Impuls smo bivša Plesna šola Urška, preimenovali smo se, vrnili smo franšizo in sedaj delamo čist po svoje, tako kot nam paše, uživamo, rastemo, se širimo, tako da smo ful zadovoljni. Še vedno smo tukaj v Medvodah pod gostilno Bencak, v centru Medvod. Imamo podružnico še v Kranju, v Domžalah in v Ljubljani, tako da se širimo in vedno več nas je. In pohvalijo se lahko že z zelo lepimi rezultati, ne le doma, ampak tudi po svetu. Moram reči, da smo letos postali, so naši plesalci si priplesali 3. mesto na svetovnem prvenstvu, kar je res ogromen uspeh. Biti 3. na svetu je res nekaj najboljšega v hip-hopu. Naši najmlajši so si prisvojili na Poljskem res odlično mesto, za kar smo bili vsi ful presrečni in to je sigurno en highlight tega leta, plus državni prvaki, plus evropska priznanja, tako da res, ne vem, ravno kar smo prišli z Novega Sada, polni pokalov, tako da nadaljujemo samo še navzgor. Obeta se nam res pevsko in glasbeno zelo bogat konec tedna. Že v nedeljo zvečer pa je v Pastoralnem domu v Preski mešani pevski zbor Kulturnega društva Jakoba Aljaža pripravil letni koncert. V prvem delu koncerta so zapeli ljudske pesmi, v drugem delu pa skladbe, ki jih je napisal in uglasbil Jakob Aljaž. V goste so povabili mešani pevski zbor Litostroj, s katerim so na koncu tudi soglasno zapeli Festorjevega pevca in Grubarjevo Sveto noč. Letni koncert je namenjen prikazu repertoarja, s katerim je zbor nastopal skozi celo leto.
Za današnji koncert v bistvu nam je vodilo pravzaprav vsakega koncerta, da nekako skušamo razdeliti na dva dela. Prvi je neke vrste ljudski, kot smo danes lahko slišali 4 ljudske pesmi. Drugi del pa je bil namenjen pretežno Jakobu Aljažu oziroma še nekim drugim ljudskim pesmim, ampak skušamo naprej peljati to izročilo Jakoba Aljaža, ker žal je danes mogoče celo preveč pozabljen dober skladatelj zborovskih skladb za tisti čas. Z letnim koncertom so zaključili sezono uspešnih nastopov. Ali bi še posebej izpostavili kakšen nastop v tem letu? Letno se udeležujemo pevske revije, mi se udeležujemo v Sori in poleg ostalih nastopov, ki so razna gostovanja, razveseljujemo tudi starejše občane v domovih starejših, tako v Medvodah kot v okoliških krajih in Ljubljani. Tako da je pestro in s tem tudi nekako naj velja povabilo novim pevcem, da se nam pridružijo. Letos se nam je kar nekaj pridružilo. Mešani pevski zbor Jakoba Aljaža sestavljajo pevke in pevci, ki v zlatem življenjskem obdobju prosti čas namenjajo prepevanju slovenskih pesmi. Sem zaljubljen bil, sem še fajn oštru, smem ljubiti ali ne, smem imeti dekle. Mladega ti ne smeš, prelaci še, če pa to storiš, v pekel greš. Koliko časa že pojete pri zboru? Jaz pri zboru Jakoba Aljaža pojem že skoraj 20 let. Kratkem. Kater glas pa pojete? Prvi sopran. Katera od današnjih pesmi pa še vam je posebej v veselje oziroma z veseljem prepevate? Ljudske so zelo lepe, še bolj so mi pa všeč pesmi Jakoba Aljaža, pa ne zato, ker je to ime našega zbora, ampak ker je res tisti Slovenc bil, ki je nekaj naredil za domovino. Recimo Večerna. V goste so povabili mešani pevski zbor Litostroj, ki ga sestavlja 30 članov. Z večglasnim petjem in s kombinacijo ženskih in moških glasov so v dvorani ustvarili bogato sozvočje. Za ta koncert smo pripravili pesmi iz bogate slovenske zakladnice, ljudske in umetne pesmi, pa seveda nekaj božičnih pesmi, kot pritiče za čas, v katerega vstopamo oziroma v katerem smo. Koliko časa pa pravzaprav že vodite ta zbor? Zbor pa vodim 8. sezono, tako da smo že kar ubrana, uglašena ekipa. Včasih rata malo boljš, včasih malo slabš, ampak z dobro voljo se da kar veliko narediti. Koncert so zaključili z ubranim skupnim petjem obeh zborov, slovenske pevske himne Pevec Antona Fersterja in božične Grubarjeve uglasbitve Sveta noč. Prireditev je s prebiranjem izbrane poezije povezovala Marjeta Žebovec. Prejšnji teden so v Medvoškem kulturnem domu člani kulturnega društva Fofite pripravili gledališko slovo od svojega dolgoletnega režiserja in mentorja, Branka Kraljeviča, ki je umrl konec novembra. Kaj je videl Butler, Vaje za tesnobo, Zrcalo, Vihar, Anžejan Micka, Ujet pravi čas, Hrup za odrom, Bog masakra, Špeganje, Kos, to so bile predstave, ki jih je Brane Kraljevič režiral v Fofiteju. Vsaka od njih je zgodba o človeku, njegovem prostoru, nepopolnosti in popolnosti, spraševanje o samem sebi, vizija duha. Vsaka od njih je pustila sled, večina je zaznamovala tudi slovensko gledališko zgodovino, saj so bile deležne številnih priznanj. Priznanja so dobivali tudi igralci, ki jih je kot mentor, prijatelj in režiser oblikoval pokojni Brane Kraljevič. Za človeškim življenjem ne ostane kaj več kot za gledališko predstavo, prah in spomini, ki jim bomo prej ali slej prepuščeni vsi. A v gledališkem prahu medvoškega odra se bodo sledi njegovega življenja poznala še dolgo, tako kot še vedno živijo nekatere njegove predstave. Ne samo v spominih tistih, ki so jih ustvarjali, ampak v zavesti vseh, ki smo jih kdaj videli.
Spomine na režiserja so nanizali številni igralci medvoškega Fofiteja. Tudi vi pa jih lahko podoživite, saj smo jih ujeli z našo televizijsko kamero in si jih lahko ogledate na našem programu. V Smledniku je prišlo do prometne nesreče s telesnimi poškodbami. V Medvodah pa je nekdo na Mercatorjevem parkirišču trčil v drugo vozilo in potem pobegnil. Policisti so v Medvodah obravnavali kaznivo dejanje povzročitev lahke telesne poškodbe. V Žlebah je prišlo do poskusa vloma v hišo in tatvine, v Zbiljah so obravnavali tatvino, v Medvodah pa so obravnavali še eno poškodovanje tuje stvari in eno veliko tatvino na predrzen način. Opozarjamo, da vlomilci in različni nepridipravi nimajo počitnic, nasprotno, še bolj so dejavni in zato bodite previdni ter spremljajte okolico ter pazite na svoje premoženje. In naj bo praznično veselje simboliki Božiča primerno, mirno in brez izgredov. Policisti bodo sicer budno spremljali psihofizično stanje voznikov, strogo pa bodo ukrepali tudi zoper tiste, ki ne bodo upoštevali omejitev pri uporabi pirotehničnih sredstev. Za danes je to vse. Vidimo se prihodnji četrtek, torej po božičnih praznikih in po praznovanju Dneva samostojnosti in enotnosti. Lepe praznike torej in na snidenje.